Ne vem, kako poteka vaš dan in s kakšnimi izzivi se ukvarjate. Jaz se pri svojem delu zelo pogosto ukvarjam z notranjo komunikacijo in tukaj pride včasih do situacije, kjer vidim, da svobode ni, da se ljudje ne upajo povedati nekaj, da se ne upajo predlagati in da se tudi ne upajo nekaj narediti. Nekateri pravijo, da nočejo sprejeti odgovornost, po drugi strani pa gre lahko za izkušnjo. Za izkušnjo napake. Naj povem zgodbo Henryja Forda, vsi poznate Ford tovarno. Henry je prvi ustvaril trak za montažo in je bil zelo inovativen, hkrati pa se je zelo veliko ukvarjal z voditeljstvom, z ljudmi. Nekoč je en njegov inženir naredil napako, ki je stala podjetje Ford $100,000. To je v primerjavi z današnjim časom sigurno milijon, če ne še kaj več. In ko se je gospod Ford oglasil v tej tovarni, je inženir stopil pred njega in je rekel: gospod Ford, preden me odpustite, bi vam želel povedati, da mi je zelo žal za to napako. Zelo žal. In Henry Ford ga pogleda in pravi: kako naj vas odpustim zdaj, ko sem vložil $100,000 v vaše znanje. In to je dobra zgodba o tem, da je ta inženir kasneje postal boljši, en najboljših Fordovih inženirjev, zato ker je pokazal to neko svojo zavest, tudi ponižnost, če hočete, ampak soočil se je z napako, katero je storil, in je verjetno tudi napravil veliko dobrega, da je to popravil ali kakorkoli izboljšal situacijo. In me zanima, kako pri vas doma, v vašem podjetju rešujete podobne situacije. Se bojite kazni? Ste sproščeni, odprti, lahko delate? Jaz nisem za pristaš napak, seveda. In tudi vem, da se marsikatera napaka da popraviti. Ampak kljub vsemu, pogosto se ukvarjam s tem, da se ljudje bojijo. Bojijo biti odprti v svojem podjetju.